Zdi se, da se svet vrti vedno hitreje, kaj ne? No, to ni samo občutek. Živimo v dobi nenehnega pospeševanja, ker tehnologija spreminja prav vse. Poglejmo si to zgodbo eksponentne rasti, zgodbo, ki pravzaprav nima konca. Poglejmo tole. Leta 1990 je bil vrhunski računalnik s 500 MB prostora. No, vrhunec tehnologije. Danes imamo v žepu telefon, ki je, pazite daj, milijonkrat zmogljivejši. To ni samo napredek, to je eksplozija, ki je spremenila popolnoma vse. Ampak kako smo sploh prišli do sem? Vse se je začelo z evolucijo tega, kako se povezujemo. Poglejmo si to neverjetno pot, ki nas je pripeljala od ročno napisanega pisma do prenosa v živo. V trenutku. Začelo se je s pismi, ki so potovala tedne. Potem pa, bum, 20. leta in radio. Glasovi kar naenkrat v naših domovih. Sledila je televizija, ki je dodala sliko, najprej črno-belo, seveda. In danes imamo v rokah naprave, ki so naše okna v svet, kjer je vse dostopno takoj. Vsak ta korak je pospešil ritem našega življenja. Ta evolucija je res neverjetna. Ampak zakaj se dogaja tako bliskovito? Kaj je tisti nevidni motor, ki poganja to res nenehno pospeševanje? V središču te celotne revolucije je en sam, pravzaprav precej preprost zakon, ki ga inženirji poznajo že desetletja, in ta zakon pojasni skoraj vse. In to je Murerov zakon. Ideja je res preprosta. Vsaki 2 leti se število tranzistorjev na čipu podvoji, hkrati pa cena pade za polovico. To pomeni, da dobimo vedno več moči za vedno manj denarja. Ta, recimo temu, eksponenčni motor je razlog, da so naše naprave danes tako noro zmogljive. Samo pomislite malo, moč igralne konzole PlayStation 3 iz leta 2008 je danes v našem žepu. Superračunalnik včerajšnjega dne je dobesedno današnji telefon. To ni več samo izboljšava, to je čista revolucija v dostopnosti moči. In morda najbolj neverjeten rezultat Moorovega zakona, vsi ga nosimo s seboj, vsak dan v žepu. To je pravi čudež miniaturizacije, ki je resnično spremenil svet. Se še spomnimo časov, ko je vsako potovanje zahtevalo celo torbo pripomočkov, papiraten zemljevid, pa poseben GPS, pa fotoaparat, kamero, tisti okorni telefon v velikosti opeke in seveda predvajalnik glasbe, za vsako stvar svoja naprava. In danes? Danes se vse to in še mnogo več prilega v dlan ene roke. Telefon, kamera, navigator, denarnica, zemljevid, vse v enem. To je ta neverjetna moč miniaturizacije. Ampak ta preobrazba ni vplivala samo na naprave, ki jih nosimo v žepu. Ne, pretresla je same temelje ekonomije. Poglejmo, kaj je postala ta nova valuta v svetu medijev. In tu je ta ključni preobrat. Ko je ustvarjanje in deljenje vsebin postalo praktično brezplačno, je nekaj drugega postalo najdragocenejše. Naša pozornost. Naš čas in naša osredotočenost sta postala nova valuta. Dobesedno. Včasih smo za filme in glasbo plačevali z denarjem, kaj ne? Kupovali smo kasete, CD-je, danes pa se zdi, da je vse zastonj. Ampak v resnici ni. Plačujemo z nečim, kar je morda še bolj dragoceno. Z našim časom in z našo pozornostjo. In to je nova ekonomija medijev. Tale primer pa pove vse. Res. Danes je mikročip, na katerem so lahko shranjene na tisoče knjig, dejansko cenejši od enega samega kosa papirja. Pomislite na to. Zato se danes boj ne bije več za denar, ampak za našo pozornost. Kaj pa vse to pomeni za nas, za vsakdanje življenje? Ta neustavljivi ritem ni nekaj, kar bo kar minilo. Ne. To je naša nova realnost. In od vseh nas zahteva, da se nenehno, ampak res nenehno prilagajamo. Samo poglejmo okoli sebe. Tiste stare FHS kasete so jih zamenjali YouTube kanali. Fotografski studiji postali so galerije na naših telefonih. Papirni zemljevidi, danes jih je nadomestil GPS. To niso samo neke majhne spremembe. To so cele industrije, ki so se morale ali prilagoditi, ali pa so preprosto izginile. Prilagoditev danes ni več izbira. Je vprašanje preživetja. In morda najbolj osupljivo od vsega, ta vlak se res ne ustavi. Za nič. Niti vojne, niti pandemije ga ne morejo zares upočasniti. Včasih ga ironično celo pospešijo. To je res neustavljiva sila, ki nenehno premika meje mogočega. In tako smo spet pri tej, vrtoglavi številki milijonkrat.
Dajmo se za trenutek ustaviti pri tem. Realnost, v kateri živimo, je svet, kjer se je moč tehnologije v samo 30 letih povečala za milijonkrat. To je ta eksponencialna rast v vsej svoji veličini. In to nas pripelje do ključnega vprašanja. Vprašanja za prihodnost. V svetu, kjer lahko dobesedno vsakdo v trenutku ustvarja in objavlja vsebine, se pravila igre spreminjajo iz dneva v dan. Vprašanje torej ni več, ali se bomo prilagodili, ampak katere nove veščine bodo tiste, ki bodo ključne za preživetje v svetu, ki, kot kaže, ne bo nikoli več upočasnil.